Ali se je sinočni shod harmonikarjev v središču prestolnice sprevrgal v politični shod SDS? Na Prešernovem spomeniku se je številnim glasbenikom pridružil prvak opozicije Janez Janša. Pri tem je tudi sam zaplesal v narodno-zabavnih ritmih in 3 mesece pred parlamentarnimi volitvami sporočil: Ljubljano smo spet naredili slovensko. Organizator dogodka Silvo Mesojedec zanika, da bi šlo za političen shod. Vabljeni so bili vsi državniki in politični voditelji, je pojasnil za našo televizijo. Med več kot 100 harmonikarji na Prešernovem trgu pa je bil tudi tisti, proti kateremu so glasbeniki pravzaprav protestirali, ljubljanski župan Janković. Zakaj? Anže Božič. Takole nabito poln in razigran je bil sinoči Prešernov trg. Na enem osrednjih ljubljanskih novoletnih prizorišč se je nagnetlo toliko ljudi, da dostop iz sosednjih ulic sploh ni bil več možen. Malo kmečke pamete v to Ljubljano pripeljati, ker smo videli, da ste čisto zabluzle. Takšen je bil pogled organizatorja dogodka na več kot 100 harmonikarjev z Prešernovega spomenika, ki so se v Ljubljano pripeljali z različnih koncev države. Nekaj pred 7 pa se jim je pridružil tudi šef opozicije, se slikal z udeleženci in se celo zavrtel za nekaj taktov. Kmalu zatem pa se je oglasil na socialnem omrežju in iksnil: Ljubljano smo spet naredili slovensko. Mene še ne moti, to je pač njegova pravica, ne bolj, da je prišel na shod harmonikarjev, kot da bi bili tle sozivci ali pa kaj drugega. Med občinstvom so zamigali tudi drugi veljaki SDS, evropski poslanec Branko Grims, poslanka Anja Bah Žibert in Luka Simonič, šef podmladka SDS, kjer so župana ob tem pozvali: Ej Janković, kje so zdaj tvoji trubači? Mi smo ponosni Slovenci, pridruži se nam. In se jim je, kot nam je razložil po prespani noči, res. Jaz sem bil tu, ko sem zaključil Dedka Mraza z otroci, sem ostal na Prešercu in enih 10 harmonikarjev je bilo to okrog. Prosil sem, da zigral Golico, to je pač pesem, ki jaz zelo imam rad iz športnih motivov. Zaigrali, meni zelo dobrodošli, tako da nobenih problemov. Ali je prvak SDS harmonikarjem s tem ukradel šov in 3 mesece pred volitvami dogodek spretno izkoristil za svoja politična sporočila, vprašamo organizatorja dogodka, sicer nekoč člana največje opozicijske stranke, iz katere pa je izstopil. Če je Janša tukaj izkoristil, glejte, to je pač stvar vsakega posameznika. Verjamem, da je v tem, če tako rečem, že predvolilnem času vse možno, vendar jaz ne želim tega. In da so imeli na mizi vabilo tudi voditelji vseh drugih strank, tako pa v sinočnem večeru Janševi politični nasprotniki. Nažalost se marsikateri taki dogodki, v tem primeru shod harmonikašev, zlorabljajo tudi za nekako konstantno delitev naroda. Ljubljana je slovenska že od leta 45 in tako bo ostalo, je pa res, da očitno je nekdo obstal v nekem drugem času. Žal, glejte, očitno je v nekaterih Slovencih to, da mora zlorabiti vsako to zadevo, vendar na vse ljudi pač ne moremo vplivati. Drugo leto ne jih pride 1000, pa bomo naredili mogoče na Kongresnem trgu, ne pokazali harmonika inštrument, ki velja. Shod harmonikarjev se je sicer končal mirno in veselo, tudi organizator pa si želi, da bi dogodek prihodnje leto ponovili.